Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Tole bo prvi od 3 videov, namenjenih usposabljanju delavcev za nekatere teme z področja pozitivne psihologije. V naslovu tega videa je tudi izraz umetnost gostovanja, ena od tehnik, ki jo bomo uporabljali kasneje, ko bo čas za to, ko nam bo dovoljeno zopet družiti se in se bomo lahko lotili tega, s čimer smo se že pred časom srečali, ko sem predstavil nekaj osnovnih idej, ki jih zagovarja, zastopa moderna pozitivna psihologija. Ta prvi video je namenjen predstavitvi nekaterih sodobnih znanstvenih spoznanj o tem, katere veščine, katere spretnosti, katere kompetence so najbolj učinkovite, so najboljše za razvijanje produktivnega dela, kakovost medsebojnih odnosov na delovnih mestih, za razvijanje blagostanja na delovnih mestih, za občutke zadovoljstva delavcev in izpolnjenosti na delovnih mestih, kjer delajo. Tako imenovane vedenjske kompetence so v zadnjih letih predmet številnih raziskav in na voljo imamo veliko znanstvenih spoznanj, katere so vedenjske kompetence, ki naj bi jih ljudje na delovnih mestih, delavci torej, razvijali za vse to, kar sem povedal pred tem, za z eno besedo blagostanje oziroma za učinkovitost in kakovost medsebojnih odnosov. Vedenjske kompetence torej, ki, kot že ime daje slutiti, ne pridejo avtomatično skupaj z diplomo, ne dobimo jih, ne razvijamo jih nujno v času šolanja. Za vedenjske kompetence, za njihovo razvijanje se je treba dodatno usposabljati oziroma izobraževati in vse, kar bo sledilo, je namenjeno ravno temu. Običajno smo navajeni, da se od ljudi, od delavcev, od nas pričakuje predvsem, da bomo imeli spretnosti, da bomo imeli razvite veščine in zmožnosti na tistih področjih, ki jih pokriva spričevalo, diploma iz šol, kjer smo se izobraževali, kjer smo se usposabljali, in z eno besedo bi lahko rekli, da se od nas pričakuje predvsem tehnične spretnosti oziroma veščine, da smo dovolj spretni, dovolj usposobljeni, da znamo narediti, kar se na delovnih mestih od nas pričakuje, da imamo dovolj znanja, da smo dovolj informirani, da imamo dovolj vednosti, da se sproti vse življenjsko izobražuje, kot se reče, in tako dalje. Veliko redkeje pa je pozornost delodajalcev, tudi delavcev, usmerjena k razvijanju čustvenih, socialnih in kognitivnih kompetenc, ki presegajo zgolj tehnične spretnosti in veščine. In naše usposabljanje je namenjeno zlasti razvijanju teh, torej čustvenih, socialnih in kognitivnih kompetenc.
Na kratko lahko rečemo, da je danes kar pomembno misliti, razvijati to, kar nam sodobna znanost, zlasti pozitivna psihologija, priporoča oziroma se naslavlja na nas z sodobnimi, modernimi, eksperimentalnimi spoznanji, katere oblike inteligenc obstajajo in zakaj je njihovo razvijanje tako zelo pomembno. Na zaslonu vidimo kratek zapis o 3 oblikah, o katerih danes govorimo, in ne samo o eni. Običajno ljudje razmišljajo o kognitivni inteligenci, manj pa vedo, kaj zajemata čustvena in socialna inteligenca. Nadaljevanje našega usposabljanja izhaja tudi iz sorazmerno preprostih nevroznanstvenih spoznanj o delovanju naših možganov. Shematično lahko rečemo, da lahko opazujemo delovanje različnih nevronskih mrež. Za naše potrebe je pomembna predvsem razlika, ki je na kratko predstavljena na zaslonu. To je razlika med analitičnimi in empatičnimi nevronskimi mrežami. Analitične mreže so, zelo preprosto rečeno, potrebne vsakič, ko se lotevamo reševanja problemov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, ko se ukvarjamo z izzivi in iščemo rešitve problemskih situacij. Analitične mreže so aktivne, ko se moramo racionalno, razumno, zelo natančno odločati, kaj bomo storili na podlagi informacij, na podlagi dejstev, na podlagi podatkov, na podlagi znanja in tako dalje. Analitične mreže so torej izjemno pomembne vsakič, ko se lotevamo takega kognitivnega, mentalnega dela, pri katerem ni nujno pomembno, ali smo empatični, ali smo zmožni za empatijo ali ne. Obstajajo še druge nevronske mreže, ki jih lahko imenujemo empatične mreže. Te so izjemno pomembne takrat, ko je za naše delovanje, za naše medsebojne odnose zelo pomembna odprtost. To je ključna beseda, ko govorimo o empatičnih mrežah. Empatija zato ni zgolj to, kar pogosto mislimo, in sicer zmožnost za razumevanje čustev, občutkov drugega človeka, ni samo zmožnost za to, da se postavimo v njegove čevlje, v njegovo kožo, da razumemo iz njegove perspektive, kaj doživlja, kako doživlja, kaj čuti, kaj se dogaja v njem in tako dalje. To je precej popularno razumevanje empatije, vendar je prekratko, je preveč preprosto. Obstaja širše, bolj kompleksno razumevanje empatije, do katerega se dokopljamo, ko raziskujemo delovanje empatičnih nevronskih mrež. In lahko rečemo, da so empatične mreže pomembne za to, da smo ljudje zmožni biti odprti do novega. Pa ne gre za nove ideje, nove izkušnje, nove oblike medsebojnih odnosov, nove načine doživljanja, karkoli z tega registra. Empatične mreže so torej pomembne za razumevanje vzorcev vedenja ljudi, vključno z nami, za razumevanje
koordinat našega vsakdanjega življenja in zlasti, še enkrat poudarjam, za odprtost do nas samih, do našega doživljanja, da ne zanikamo prehitro, kaj se dogaja z nami, kako se počutimo, kako nekaj doživljamo, kaj mislimo, tako dalje, za odprtost do drugih ljudi, njihovega čustvenega življenja in seveda tudi našega čustvenega življenja. Torej, še enkrat, za empatične mreže je izjemno pomembno, da omogočajo odprtost do novega. Seveda, vsako usposabljanje z tega področja pomeni razvijanje te odprtosti. In najbrž je že jasno, da brez odprtosti ne moremo govoriti o ustvarjalnosti, ne moremo govoriti o kreativnosti, težko govorimo o nečem, kar bi predstavljala novost v naših življenjih. Poleg že omenjenih tehničnih veščin, spretnosti in kompetenc je zlasti zaradi ravno kar povedanega tako zelo pomembno razvijanje veščin, ki jih pogosto imenujemo mehke veščine. Kaj so mehke veščine in zakaj so tako zelo pomembne? Že iz razlikovanja med delovanjem nevronskih mrež, ki sem ga predstavil, je razvidno, mogoče je sklepati, da so mehke veščine po svoji definiciji, po svoji naravi tiste, ki ljudem omogočajo razvijanje, oblikovanje, kreiranje novega, naprimer novih vizij, novih perspektiv, znotraj katerih lahko mislimo nove oblike delovanja, vedenja, čustvovanja, nove oblike medsebojnih odnosov, drugačne oblike, ki so naprimer bolj produktivne, bolj učinkovite, zlasti pa take, ki povečujejo kakovost medsebojnih odnosov in občutenje blagostanja vsakega posameznika. Mehke veščine so zopet konsistentno iz vsega, kar sem povedal, to sledi, tiste veščine, ki jih lahko razumemo kot nove, drugačne naravnanosti, kot razvijanje, kot usposabljanje za drugačne naravnanosti k spremembam. Se pravi, načine razmišljanja, načine doživljanja, načine čustvovanja, ki jih morda do določenega trenutka sploh nismo prepoznali, morda niti nismo vedeli, da smo zanje zmožni. Razvijanje mehkih veščin je torej usposabljanje ljudi za naravnanosti na spremembe. Vsi vemo, da so ljudje včasih bolj naravnani k temu, kar imenujemo status quo, da verjamejo, da so dosegli določeno stanje, v katerem želijo vztrajati, da včasih ljudje ne želijo sprememb, da ne želijo niti razmišljati o spremembah, da se jim upirajo celo takrat, ko se srečajo z njimi in bi bile lahko zanje koristne, bi lahko povečevale njihovo blagostanje, naprimer. Torej, ni samo po sebi umevno, da je vsak mindset, kot se reče, stujko, že tudi naravnan na spremembe. Ljudje včasih niso naravnani, naprimer, k reševanju problemov, ampak so naravnani zgolj k ugotavljanju, da problemi obstajajo. Včasih so naravnani k temu, da krivijo za probleme, s katerimi se morajo srečevati druge ljudi. Včasih iščejo
zgolj priložnosti, da se pritožujejo, da neproduktivno ugotavljajo, kakšni so problemi, koliko jih je, ugotavljajo, kako recimo jih ne morejo reševati, da so premalo usposobljeni in tako dalje. Zdaj, gotovo vsi vemo, da so priložnosti, ko ljudje želimo vztrajati na tistih mestih, kjer smo, in iščemo razloge in krivce zunaj sebe, v zunanjem okolju, torej razloge in krivce za vsake možne spremembe ali naravnanosti k spremembam. Torej, še enkrat, razvijanje mehkih veščin pomeni tudi usposabljanje za premagovanje takih odporov pred novostmi in pomeni usposabljanje za naravnanost, za usmerjenost k spremembam. Torej, ljudje, ki imajo zelo dobro razvite mehke veščine, so bolj kot drugi naravnani k spremembam, si želijo sprememb, delajo na tem, da bi ustvarili nekaj novega, zato so tudi pogosto zelo produktivni, zelo učinkoviti. No, in velja poudariti še tretjo značilnost razvijanja mehkih veščin, to so namreč veščine sodelovanja. Vsakdo verjetno razume, da je veliko izzivov, veliko problemov, s katerimi se srečujemo v sedanjih življenjih, takih, da terjajo od nas sodelovanje, da smo lahko skupaj veliko bolj učinkoviti, veliko bolj produktivni kot vsak posameznik. Torej, zagotovo je osrednja tema našega nadaljnjega usposabljanja razvijanje mehkih veščin. Za konec še zelo preprosta domača naloga, če lahko tako rečem, do naslednjič, zlasti do takrat, ko se bomo lotili delavnic. Na mestu sta dve sorazmerno preprosti vprašanji, dva izziva, za katera je kar priporočljivo, da si najdemo čas in sami sebi odgovorimo, si nekam zapišemo. Prvič, kako doživljam, kako razumem kakovost delovnega okolja, v katerem se znajdem vsak dan, kamor se vedno znova vračam, kakšna je kakovost tega delovnega okolja in kako doživljam, kako mislim, kako razumem, da vpliva na moje telesno in duševno zdravje. Drugo razmišljanje, ki je tudi zelo na mestu, je ugotavljanje, spoznavanje, prepoznavanje vrednot, ki si jih delimo na delovnih mestih, za katere verjamemo, da si jih delimo na delovnih mestih. Naslednjič bomo nadaljevali oziroma se lotimo druge teme, ki je na kratko predstavljena na tem zadnjem diapozitivu, s katerim zaključujem ta prvi video.